Spoštovani, verjamete lahko, da smo slovenski pisatelji zagotovo tisti, ki slovenski knjigi in svobodi umetniškega ustvarjanja zares iskreno želimo vse najboljše. Tudi zato nas je nedavna razsodba Ustavnega sodišča v prid svobode umetniškega ustvarjanja zelo razveselila. In tudi zato danes med nami z veseljem pozdravljam ministra za kulturo, gospoda Vaska Simonitija, župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića in vse ostale, ki ste se ob Svetovnem dnevu knjige in otvoritvi 12 slovenskih dnevov knjige odzvali povabilu Društva slovenskih pisateljev. Kljub temu, da je danes dan knjige, ne bom bral iz svojih knjig, ampak bom bral iz rokopisov, pesmi, torej, ki bojo, se upam tako, enkrat prišle v knjige. Bral bom eno 3-4 pesmi iz cikla Romance. Prva. Ne zmorem odmakniti oči iz tvojih izlaz, ki se vetrijo iz rok, ki močijo do mojih in še, da se prebujam, ne da bi zaspal iz tvojih oči, ki jih ne morem odmakniti iz svojih. Knjige za najboljšo kratko zgodbo. Zato lepo naprošam gospoda Igorja Bratoža, predsednika komisije, in gospoda Vaska Simonitija, da se mi pridružite na odru. Eden bo podal obrazložitev, drugi pa bo podelil priznanje. Zanimanje za letošnji razpis je bilo doslej največje. Med nominirance smo uvrstili zgodbe, so jih napisali Franjo Frančič, Veronika Simoniti, Matej Bogataj, Boris Pintar, Andrej Lupinc in Marija Krajnik. Zdaj bom pa kar še utemeljitev prebral za prvo zgodbo. Z ekonomično pričevansko pisavo avtor v zgodbi z naslovom Kako sem noro te ljubila razgrinja spominske drobce iz različnih razlogov neprilagojene mladenke, utrinke iz njenega turbulentnega življenja, ki se na neki točki v očeh družbe iztirilo. V času izrekanja zgodbe pa se preti spet vrniti na stare tirnice, čeprav z upanjem, da bo nekoč drugače in da pač treba živeti zdaj, za danes. Avtor pripovedovanje poganja naprej z vročičnim ritmom stavkov, zgodba drsi proti svojemu začasnemu koncu izjemno gladko in bralsko pikantno, predvsem pa jo napolnjuje izjemna, čeprav malce zastrta melanholija. Avtor nagrajene zgodbe pa je Matej Bogataj. Koliko knjig ste vi letos prebrali? Pojma nimam. A se šteje samo službene, a se šteje tudi te druge? Vse in privat? Ne, takole bom rekel, no. Kot mogoče recimo 5 do 10 na mesec. Gospod Janković, lahko eno vprašanje? Sem ravno kar bil ne, sem do zdaj bil ne, tako da je ne. Ja, šele začeli se je, ampak v redu, ljudi je veliko, bralcev je dosti, tako da bo. Pa ljudje, Slovenci, kupujejo knjige ali si jih rajši sposojajo? Oboje. Velikokrat si sposodijo, pa jo pridejo pa ali kupiti. Aha, se pravi, dvakrat preberejo, enkrat za stonj, enkrat pa za... Ko gotovijo, da je knjiga dobra, jo hočejo imeti, ne? Ja, neki stvari mi všeč, tako da verjetno bom tudi kaj kupila. Predvsem za nečakinjo, ki je še malo mlajša, neki slikanic, pa neki tudi meni všečno. Pa veliko bereš drugače? Ja, jaz študiram jezike, tako da nekako je že temu zraven sodi, da pač moram brati literaturo. Koliko knjig pa si prebrala, recimo letos? Ne vem, kar dostno. V bistvu je pa tudi res, da časa kar zmanjkuje za te stvari, tako da ponavadi med počitnicami malo nadoknadimo. Ja, večina ljudi se kar ustavi, pa vsaj pogleda, mislim, glede na to, da smo, mislim, da edini ponudniki izključno tujih knjig na tem sejmu. Drugače pa sejem se je komaj začel, tako da v prodaji težko karkoli povedati še. Pa ste že prodali kaj? Ne še. Kaj pa vi, a berete dost? Koliko knjig recimo ste prebrali že letos?
Oj, ne bi vedel, jih je kar precej bilo. Nad 5? Absolutno. Nad 10? Mislim, da tudi nad 10. Sicer ne v celoti, ampak študijsko bolj.